Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Vlada Roberta Goloba še ni popolna, je pa že polnoštevilna, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Danes je 34. obletnica moje stranke SDS. Sem njena zvesta članica od vse zgodovine skupaj z možem. Vsak dan se spomniva na njo. Nad zakonsko posteljo imava od 2021. leta obešen tudi gobelin z oznako SDS, ki sem ga zašila sama. Enega pa sem podarila sestri Vlasti. Hashtag SDS zavedno. Najdite si nekoga, ki vas bo imel rad, tako kot ima antikomunistka rada stranko SDS. Sedaj pa se lotimo 88. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, v čem je fora, zakaj Inštitut 8. marec podpira vse, ki protestirajo proti vladi. Inštitut 8. marec naenkrat podpira vse, ki protestirajo proti vladi, ki so jo sami pomagali izvoliti. Zakaj je tako oziroma v čem je fora, nam bosta povedala naša stalna komentatorja Darko Mršič in Janez Zupan. Darko, Janez, toplo pozdravljeno v Faktorju. Živijo, dober večer. Darko, zdaj Slovenka leta, od lani Nika Kovač je kar naenkrat postala tudi glasnik tistih, ki protestirajo proti aktualni vladi. Pa me zdaj zanima, kam bi ti uvrstil zdaj v bistvu Inštitut 8. marec? Se mi zdi, da jih je nekaj težko definirati s temi neki klasičnimi kvalifikatorji, so neke vrste sui generis subjekt v našem družbeno-političnem prostoru, da tako rečem. Pa v prvi vrsti jaz mislim, da zlorabljajo samo ime inštitut. Kakor so oni inštitut, je isto, kot da bi jaz odprl gasilsko društvo, pa bi vsak vikend samo organiziral gasilske veselice, pa ob kampanjah pomagal županu, da osvoji volitve, gasil pa ne bi. Tako je tudi pri tem inštitutu. To je inštitut, od katerega jaz nikoli nisem videl nobenega strokovnega članka, nobene analize oziroma karkoli že inštituti običajno počnejo. Tako da že v osnovi sem jaz na stališču, da to ni nikakršen inštitut, da je to parastrankarska organizacija Levice. Kaj je ona in v čem je fora, sploh zdaj teh trenutnih nekih njihovih aktivnosti, ki kar sledijo ena drugi, kakor sledijo tudi neke protesti proti vladi od medicinskih sester, vzgojiteljic. Mislim, da je mogoče, če bi si nekdo mislil, da grejo v te zgodbe z nekim interesom, da dejansko zastopajo te ljudi oziroma te skupine, ki protestirajo in zahtevajo svoje pravice. Jaz mislim, da je njihova vloga v teh protestih ravno obratna, da se otopijo te protesti, da se protesti umirijo in da se jih nekako prepriča, da bo pa vse v redu, da bomo z ljubeznijo in z nekim spoštljivim odnosom reševali vse te zahteve in težave. Janez, hvala, Darko. Janez, zdaj, če mene vprašaš, se mi zdi, da Inštitut 8. marec malo figurira tako, kakor recimo mi ostali mislimo, da figurira Rimokatoliška cerkev. Zdaj govorimo o cerkvi kot neki civilno-družbeni inštituciji, ki je tudi neke vrste skupina pritiska. Bi se ti strinjal z oceno, da Inštitut 8. marec postaja neke vrste cerkev tega, dajmo reči, anti-Janša političnega pola? Ja, to je super vprašanje. Ravno danes, ko si napovedal to temo, sem razmišljal o tem, kaj je nasproti, oziroma ker meni seveda fascinantno, na kakšen način deluje in kako je zastopan v medijih in kako se pojavlja in kako ga imamo radi, ta Inštitut 8. marec. Ja. In seveda se postavlja takoj vprašanje, kaj je na desni tacga oziroma na nekem drugem polu tacga, kar bi lahko primerjali s tem, oziroma
nekako dajali ob bok temu in seveda se prvo vprašanje oziroma prvi pogled seže točno to na cerkev. Ampak sem pol razmišljal o tem in sem nekako prišel do sklepa, da mogoče to, kar ti praviš, seveda lahko drži, ampak se mi vseeno zdi, ker Inštitut 8. marec je vseeno bolj ena ljubljanska fora. Medtem ko cerkev je razkropljena, precej, še najmanj ljubljanska in ta moč mobilizacije oziroma v cerkvi se nima občutka, koga točen bi lahko v tej civilni sferi zastopala. Ne? In redko kdaj stopi cerkev v ta prvi, recimo tudi kar se tiče moralnih vprašanj, ki seveda se cerkve najbolj tičejo, ne? V ta prvi plan, da bi mobilizirala recimo svoje članstvo in tako to se zgodi enkrat na par let recimo. Ne? Medtem ko vidimo zdaj, da 8. marec pa to mobilizacijo izvaja stalno oziroma vsak dan skoraj praktično, ne, ena tiskovka na dan od žene torej psihiatre stran. Janša. Mogoče, ne verjamem, ampak v glavnem je pa to definitivno kot celotna levica, ta progresivna, torej ne liberalna, ampak bolj levo od tega, ne, deluje po metodi neke verske skupnosti skoraj, ja, tako da se lahko samo strinjam s tabo, s temi ugotovitvami. Darko, zdaj, koliko je, mislim, a ni fascinantno, ne, na nek način, dobro, zdaj navadili smo se že na ta 8. marec, pa da Niko Kovač, hočeš nočeš, ne, ker pač skače tudi iz vsake paštete, ne, kot bi rekel, kakšen predsednik, kakšne naše pač sosednje države, ampak vseeno, jaz moram reči, da mene je šokiralo na nek način, no, ko je Pavel Rupert zapeljal to svojo kampanjo, ne, se pravi, za upokojence, dajmo dvigniti penzije in tako naprej, in potem se pojavi Nika, ne, in reče, joj, mi smo pa zdaj ugotovili, da upokojenci nam pišejo, da težko živijo in zdaj bomo mi zaštartali kampanjo tu sem za upokojence in bomo javno objavljali te pač neke hude zgodbe upokojencev. Ne? In zdaj, ki si rekel, ne, prav razmišljam, ne, to je res, ne, se pravi, zdaj bomo potolažili upokojence ne s tem, da bomo kaj naredili za to, da bi imeli više penzije, ampak s tem, da bomo pač objavili njihove zgodbe in bomo oni ugotovili, da niso sami in tako naprej. Ne? A je fascinantno zate, Darko, da se pač na ta način Inštitut 8. marec tle zraven priklopi in potem je kar naenkrat debata o tem, kdo vse zlorablja upokojence, ne, in ne pa o tem, v čemer bi mogla biti debata. Vem, kaj hočeš vprašati in točno to je. Cilj tega je popolnoma razvrednotiti to zahtevo oziroma težnje upokojencev. Pa, ali je to skupina Pavleta Ruparja ali je skupina splošno upokojencev, stvar je jasna, da upokojenci so res na robu, večina na robu preživetja oziroma na robu te nekako, kako pravimo, to se pravi pod pragom revščine. Pod pragom revščine, ja. Ja, dostojna eksistenca. Tako. Zdaj pa, in jaz mislim, če se spomnimo tistih napovedanih protestov vzgojiteljic, ki so se kar odenkrat ugasnili ravno zaradi intervencije 8. marca. Veste, pri nas je pa Tanja, ki je bila vzgojiteljica in ona se točno spozna in točno ve, kakšna je situacija pri vzgojiteljicah. In posebej to, in ne morem verjeti, razumeš, mi prihajamo do tega, da je javnost popolnoma šibi kolena pod besedami mucki, srčki, kužki, leteči medvedki in to, če punce iz 8. marca rečejo, je dovolj, da se situacija umiri, da se začnemo normalno pogovarjati, dajmo se pogovarjati ljubeznivo, kot da eno leto pa pol nazaj ni bilo plakatov, grafitov, metanja, kot da ni RTV, za katerega moramo tudi srčno vsi stopiti skupaj in za njegove zaposlene, kot da ni RTV v svoje oddaje vabil Ličine Stevanoviča pa Čordiča, ki so nasilno razbijali po Ljubljani, metali kocke in zaustavljali promet na obvoznici. Veste, kar odenkrat je potrebno v javni diskurs spraviti samo ljubezen. Ampak in fascinantno mi je, da to užge. Evo, ni pa užgal recimo na zadnjih protestih gasilcev, kjer so se tudi poskušali infiltrirati in oni in mladi za podnebno pravičnost. So pa ostali tam nekako na nekem margini, na pločniku, na 3 kolesih in z eno zastavo. Tako da vsaj gasilci jim niso pustili zraven.
To, kar se tiče te infantilizacije javnega diskurza, se strinjam z Darkom. Bi pa vseeno, pa mogoče se ne strinjal toliko s tem, da je namen teh izvajanj to, da se nekako zmanjša moč tega, ampak predvsem, da se prevzema torej baklo, torej, da se ve, kdo je tisti, ki je pa res za, recimo v tem primeru za upokojence, kdo je pa tisti, ki bo res, da je nekaj naredil, a ne, tak občutek se daje. To ni problem, zato ker jih Pop TV pa RTV takoj povabita v oddajo. Tako. Je pa še to, se mi zdi tudi precej povedno, ob tem, ko se prevzema te stvari, torej, pa hkrati, kot je vprašanje danes, kaj je zdaj s tem, da 8. marec podpira vse, ki protestirajo proti vladi, se mi zdi, da je tukaj neka zaslomba, to, kar ste že tudi v prejšnji oddaji, ko ste 8. marca govorili, ko je bil Darko pa Marko, mislim, da sta bila, ko ste govorili o tem, torej to, da se dela zaslomba stranke Levica. Torej, stranka Levica, če pogledamo tvite recimo od 8. marca, kakšni so tviti, je pravzaprav cel program Levice noter v teh tvitih, torej vrtci zastonj, upokojenci 700 ali pa pač nad pragom, potem gasilci, skratka vse, kar podpira Levica, in s tem, ko to artikulira 8. marec, se mi zdi, da se dela to, da se zmanjšuje škodo, če slučajno te stvari ne bodo uspeli spraviti skozi, ker bojo pač rekli, lejte, 8. marec bo rekel, ja, sorry, smo probali, ampak žal se ne da. Levica bo pa rekla, Kordiš bo šel še na kakšen protest, tudi se pokazati, pa bo rekel, mi tudi to podpiramo, ampak kaj pa mi moramo se nasiti tako malo. Tako. Mene to spominja na ono znano Titovo, ko je rekel študentom, prav imate, pejte domov, pa so šli domov. Še to bi rekel, če nimaš še oglasov. Je pa to, kar je pa Pavle naredil, očitno, tako kot je bilo danes na tiskovni konferenci, je Pavle Rupert tudi trendsetter. Torej, Pavle Rupert se je začel za upokojence zanimati in zdaj za njih so se začeli zanimati tudi tisti, ki so, ko se dela, ne vem, ali janšistični shodi, govorijo, ali so sami penziči, kaj smo z njimi, se to je že odpisano vse in tako. Ja, Pavle Rupert je po moje Rijena, očitno je pa Nika Kovač Kanye West, ampak si bomo vzeli zdaj krajši premor, tako da ne nam iti gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, v čem je fora 8. marca. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno naša stalna komentatorja Darko Mršič in Janez Zupan. Pogovarjamo pa se o tem, v čem je fora inštituta 8. marec. Darko, ti si rekel, da 8. marec zlorablja pač naziv inštitut, ampak če mene vpraša, zlorablja tudi 8. marec. Za vse nas, ki smo praznovali 8. marec, zdaj se počutimo malo nelagodno, ko se bliža ta datum. Se strinjaš? Ja, seveda, mislim, jaz se včasih referiram na kakšne citate od Selimoviča ali pa od Andrića, imaš tisti citat, kjer pravi, da vzeli so nam besede solidarnost, sreča, enakost, šle so v drug tabor. In jaz recimo v tem primeru, kot pravim, od samega naziva inštitut do nadaljevanja 8. marec, do vsega, celega koncepta in vsega, s čemer in kako pridigajo, so definitivno uzurpirane neki okviri, s katerimi bi se mogel poistovečati nekdo drug. V prvi vrsti, takrat, ko se postavljajo kot neka dekleta z margine, študentke, prekarke in tako dalje, ki imajo težave s preživetjem, težave z reševanjem stanovanjskega vprašanja, gre pa predvsem za dekleta, ki so hčerke elitnih staršev, starih staršev in tako naprej. In komplet ta zgodba je ena taka velika zlaganost, sploh pa če tudi vemo to njihovo povezavo tudi z aktualno politiko, in da so dejansko oni tisti, ki so zasmehovali trenutno vlado, če se spomnimo s tistimi ostalimi svojimi kolegi iz nevladnih organizacij, če se spomnimo tiste kampanje, tisto je bila
Tisto je bil največji, po mojem, demokratični zdrs v zgodovini, po moje naših volitev, mogoče edin atentat na Krambergerja je hujš, tisto, ko so jih posedali na Trgu Republike in so mogli odgovarjati, tako kot so odgovarjali, celo zgodili so se primeri, da nekdo ni odgovoril, tako kot bi mogel, pa je gospod Jaša popravil odgovor, oziroma da si bo verjetno premislil do konca predstave. Mislim, to je norostno, jaz več ne vidim tukaj, ampak žal pa veliko ljudi še vedno pač 8. marec smatra kot relevantnega za vsa mogoča vprašanja, ampak to je pač še vedno in vedno se vračam na to vprašanje medijev, ki zelo vplivajo na neko javno mnenje v Sloveniji. Se ravno tu bi nadaljeval s tabo, Janez, kjer je Darko končal pri medijih. Ta sprega med 8. marcem pa med mediji. Zdaj, to, kar oni počnejo, na nek način mogoče je novica, ampak nekaj tazga, kar bi bilo, pa bi rekel, must see TV, se pravi nekaj, o čemer je treba nujno poročati, ali pa kar bi bilo izjemno marketinško zanimivo, ali kakorkoli pa tudi ni. Ti si še sam rekel, je to v glavnem na neko urbano populacijo vezan, pač na Ljubljano, se pravi na neke mlade ljudi, ki se kakor še iščejo, ampak očitno vseeno nimajo takih realnih problemov v življenju, kakor marsikateri drugi njihovih let, ker se imajo potem čas pač s tem ukvarjati, s čimer se ukvarjajo. Odkot ti misliš, da prihaja ta sprega z mediji, Janez? Je to zato, ker pač jih je 8. marec na čelu z Niko Kovač prisilil, da jih zdaj tako pokrivajo, ali v bistvu so mediji ustvarili to famo okoli Nike Kovač in 8. marca? Ja, jaz mislim, da je to drugo, torej, da so mediji ustvarjali to famo, zaradi tega, ker se mi zdi predvsem, kar se tiče RTV-ja, je tukaj nedvoumen, torej interes, zakaj se jih podpira in zakaj se jih ne. Praktično v vsakem nagovoru ne pozabijo povedati, da stojijo tudi za vsemi delavkami in delavci na RTV-ju, ki so v tem trenutku šikanirani in zatirani do onemoglosti. Tako da jaz mislim, da je iz tega to ven prišlo. Je pa to res fascinantno, to, kar praviš, res si človek težko predstavlja, zakaj bi bilo to tako zanimivo, tudi za komercialne televizije. Res, da je bila pred dobrim letom Nika Kovač Slovenka leta in je zaradi tega tudi nekako ta pozornost iz tega ven narasla. Res je tudi, da referendum, ki ga še vedno zanimivo imenujejo referendum za čisto vodo, nekako tudi zaradi, seveda pa ne samo zaradi prizadevanj Inštituta 8. marec, tako dobro uspeva, ampak res je zanimivo. Res je zanimivo, da se pokriva praktično vsaka tiskovka, ki je zdaj že praktično vsak dan in kako odgovoriti na to vprašanje je, po mojem, lahko samo povejo, ne vem, bogovi ali kdo bi lahko to razložil, zakaj je taka medijska pozornost na tak način, kakršen je. Se pravi, ker tudi stvari, katere oznanjajo, torej katere dajo ven, vsekakor niso vse nekaj blazno zanimive, sploh za neko širšo javnost. Jaz se strinjam tukaj, če lahko samo dodam. Mislim, mi imamo desetine ali pa nekaj 10 organizacij, recimo z strukturo ljudi, ki so v teh letih generacijah, kot so v Inštitutu 8. marec. Mislim, kdaj ste nazadnje videli eno pompozno najavo na RTV-ju neke akcije ali pa nekega predloga, neke aktivnosti, recimo Mladinskega sveta Slovenije, ki je krovna organizacija vseh mladinskih organizacij, kjer grejo čez recimo vse politične ali pa ideološke razlike, celo statusne razlike. Od skavtov do gasilcev, vsi so. Tako, ali pa ne vem, tudi podmladki političnih strank, vseeno. Tu ljudje pridejo, ki se jasno izpostavijo, jasno stopijo za neko ideološko, za neko idejno strukturo, predstavijo svoje plane, naredijo, ne vem, celo zakonske predloge. Nikoli ni bilo takega efekta v javnosti in tu se strinjam, če se vrnem na kolega, kot je na začetku rekel, pač ni 8. marec naredil to, ampak so mediji naredili iz 8. marca to, kar je danes. Kaj interes je pa pač, se pa lahko vrnemo spet na tisto, da je 8. marec pač podaljšek ene politike oziroma politične stranke.
Je pa res tudi to, se mi zdi, da je to nekako, kako se temu reče, šolski primer, torej šolski primer komuniciranja v današnjem času. Ne? Torej, na nek način infantilno s temi koledarčki, pa tako, kot je že Darko prej slikovito opisoval, kaj se vse počne. In na drugi strani pa je ena taka zelo sproščena komunikacija, ki je definitivno šola tega ameriškega Obama-styla, na kakšen način torej javnost prepričvati, na kakšen način ji sugerirati, kaj naj si želijo, kaj so tiste res pomembne stvari, pa kdo je res tisti, ki bo zdaj za njih vse to uredil. Ne na nek resen način, ne tako kot ponavadi delajo te organizacije, ki jih je recimo Darko omenil, ampak na en tak otroški, napol resen, napol neresen, malo se smejemo, malo se hecamo, malo smo pa resni. V bistvu ti tweetneš, ne, recimo, ko si omenil ZDA, hashtag Black Lives Matter in sistem kukar ful pomagal pravicam za pravice temnopoltih v ZDA, v resnici nisi pa nič naredil. Ampak Darko, a se ti zdi, da se mogoče 8. marec zdaj že prehiteva samega sebe, ne? Ker recimo pri upokojencih so kar precej zamudili, ne? Se pravi, Pavel Rupar in ekipa so že naredili prvi shod 1. februarja, ne? Kjer je se zbralo kar lepo število ljudi, tako da tudi dominantni mediji. To je to, da jih je šokiral ta shod in številčnost. Niso mogli čistega prezreti, čeprav so potem seveda dali fokus na to, da je Pavel Rupar 3-krat obsojeni kriminalec, ampak vseeno, potem se je priklopila Nika s to akcijo tu sem, ne? Pri gasilcih se mi pa zdi, da so pa hoteli pohiteti, so pa vnaprej pozdravili, ne? Da podpirajo protestni shod poklicnih gasilcev, ampak potem, ko se je shod zgodil, se pa Nika ni več oglasila. Misliš, da je to zaradi tega, ker ni vedela, da pač shodi gasilcev so pač taki, kakršen je bil tudi ta, ne? Se pravi, fejst se je kadilo, fejst je pokalo. Ja, pač moški shodi, no. So tudi gasilci pol ure potem vse pospravili za sabo, ne? Ampak od takrat naprej nismo več slišali, da Nika pa 8. marec podpirata gasilce. Pa me zdaj zanima vajino mnenje, a še podpira Nika gasilce ali misliš, da jih zdaj ne več po tem shodu? Jaz mislim, da ne. Mislim, da se je takoj po tistem prihodu ministrice in ministra na Gregorčičevi in njihovih izjavah, ki so sledile temu, tam so bili tihi in se umaknili, da je bilo jasno, da je tudi signal iz vlade, da se tega več ne podpira. Da so dejansko gasilci so bili predstavljeni kot napol teroristična skupina, ki je prišla, pa kdor je bil tam, je videl, da se ni nič metal v smer ministrice, ampak je pa serijsko ta zgodba šla naprej. Prav tako smo takoj v večernih poročilih videli tiste tabele, da gasilci lažejo, da so najbolj plačani med primerljivimi delovnimi skupinami v javni upravi, od medicinskih sester in tako naprej. Tako da mislim, da se v istem trenutku, ko so videli, kakšen shod je in kakšen protest je in da ga ne bojo mogli ustaviti s kužki, mucki in srčki, da so se odločili in da ne bo celo tisti shod Urške ven ni bil tako uspešen, kakor si je zamišljala pred državnim zborom, in dejansko so v istem trenutku se zavedali, da gasilcev ne bojo mogli na tak način z letetimi medvedki prepričati, da pa malo počakajo, pa bo potrebno sistemsko rešiti to vprašanje. To, kar pravi Darko, ne, Janez, ko so med korono, ne, ko je Resnica delala neprijavljene shode po Ljubljani, pa so zapirali obvoznico in tako naprej, uničevali javno lastnino, tudi kakšnega fotoreporterja, našega novinarskega kolega namenoma poškodovali, pa to nismo slišali takih oznak, ne, z te strani, ko jih zdaj slišimo, ko pač gasilci res naredijo en rom-pom-pom pred vlado, ampak kot že rečeno, pol ure potem počisti za sabo, pa se nikjer nič več ne pozna. Ja, to je tragedija vsega tega časa pravzaprav, no? Torej, da se na tak način parcelirajo vse zadeve, ne, tako kot ste že tudi ugotavljala, da imamo protest ta pravih upokojencev, pa protest nepravih upokojencev. Vse stvari se na tak način polarizirajo in se mi zdi to res ena slaba, recimo temu, en slab izkaz časa, ki ga imamo, no. Se mi zdi, da še bolj v tej smeri delamo in tudi te akcije, a ne kljub temu, da na nek način
zgleda, kot da 8. marec res deluje v interesu, tako kot oni sami rečejo, ljudi. Seveda, prej ali slej se izkaže, da delajo v interesu določenih ljudi. A ne? Tako da tudi te akcije, ki jih torej izvajajo, so v interesu določenih ljudi, podpirajo določene ljudi, podpirajo določene ideje, ki so na nek način progresivne oziroma se prepoznavajo kot neke leve ideje v svetu, in s tem ne delajo nobenemu pretirano dobre usluge, ampak samo še poglabljajo ta razkol, ki načeloma ves čas poudarjajo, da so zato tukaj oni na svetu, zato da te razkole milijo in jih recimo temu radirajo. Ampak žal se, mislim, pri takih primerih se izkaže, da je resnica ravno obratna, kljub temu, da so pa besede lahko seveda zelo lepe, kar se seveda tudi v tem, kar si ti omenil, torej v teh protestih, ki so bili prej, dobro pokazali. A se, Darko, misliš, da se utegne zgoditi 8. marcu, zdaj, če bo ta vlada Roberta Goloba trajala in seveda ne bo mogla ali pa tudi ne kaže, da bi v resnici hotela zadovoljiti vseh apetitov, zdaj vseh teh številnih, ki jih po novem podpira 8. marec, od upokojencev do gasilcev, do medicinskih sester, do vzgojiteljic in tako naprej. Misliš, da se jim utegne zgoditi, da bo kdo se pa vprašal od teh, kaj dejansko imajo od te podpore 8. marca, ne? Ker tako si ti že rekel, oni blazno vse podpirajo, ampak ni videti, da bi iz tega pač kakšna korist se zaenkrat še zgodila. Ne? Recimo, obljubili so višje plače sodnikom pa tožilcem in jih niso dali, teh ni podpiral 8. marec. Ne? Zdaj vzgojiteljice, medicinske sestre in tako naprej še čakajo na to, da bojo kaj od tega imele. Misliš, da se jim utegne zgoditi, da jih bo kdo vendarle vprašal, kje se zdaj konkretno vidi ta podpora njihova? Ja, pa ne samo to, mislim, se spomnimo tudi tistih njihovih peticij za zastonj higienske pripomočke za ženske, pa še par takih stvari je bilo. Jaz mislim, da vse to, kar 8. marec govori, mislim, da je že kolega omenil, to je prepisan program Levice. In tu, če gledamo vlado kot celoto, pač moramo jo iznotraj nje razparcelirati malo in predvsem tukaj izpostaviti vlogo Levice. In jaz mislim, da bo Levica na to karto 8. marca igrala, čeprav že vidimo poteze in neke izjave Luke Mesca, da so neke stvari predrage, da je neke stvari treba drugače premisliti, čeprav... Za naslednjo 5-letko. Tako, čeprav jim ni bil problem obljuba 30.000 stanovanj, ki jih operativno pa tudi po popravku, po tistih 2-3 evrov, ko mu je premier Golob skočil s popravkom, niti 2, niti 3.000 stanovanj na leto trenutno, po moje, v Republiki Sloveniji nismo sposobni zgraditi, niti tehnično, niti z delovno silo in finančno. Da ne govorimo o drugih, to se pravi dvigih plač v javnem sektorju, pa upokojenskih dvigih, vse košta in Luka Mesec je že parkrat nakazal, da to očitno ne bo šlo. Zdaj pa kako bo to? Jaz mislim, da je tukaj 8. marec, da prvo blaži ta odnos javnosti do teh vprašanj, do teh obljub, drugo pa, da krepi vlogo Levice znotraj vlade. Ker Levica to, kar ima z pozicije 8. marca, pa pritiska na vlado in krepi nekako to vlogo Levice. To je neko moje videnje tega odnosa do vlade. Ja, bi se kar strinjal, da je ta dvotirnost kar zelo očitna. Je pa zanimivo to, kjer se kaže celotna simptomatika tega, kar ste tudi v prejšnji oddaji obdelovali, torej tisti zapitek, ki so potem ugotovile v 8. marcu, da so preveč denarja porabile in prosile za donacije, se mi zdi, da isto tukaj. Najprej se nekaj predlaga, tako kot je en Twitteraš zelo slikovito napisal, da Mesec bi vse zastonj. Se bi vsi vse zastonj na koncu, ampak seveda se je potrebno vprašati, odkje se dobi denar za vse te stvari, ki bi bile zastonj. In se mi zdi, Luka Mesec je zdaj verjetno ugotovil, da denarja pač za vse zastonj ni, in se mečka nazaj vleče, pa pravi, to stane, kje bomo to dobili. Medtem ko inštitut 8. marec pa lahko še vedno to fura naprej, to zastonj, tretji zastonj, ker enostavno se bomo potem kasneje vprašali, kje dobiti. Najprej zrihtajmo to, pa se bomo pa začeli spraševati, kje dobiti vse ta sredstva za vse te ukrepe in vse te stvari.
Zdaj, Darko, ne, ko smo že omenili stanovanja, ne, sej verjetno ljudje bojo na neki točki ugotovili, ker verjetno ta stanovanja, tudi ko se bodo ali pa kolikor se bodo gradila, se ne bodo gradila v Zgornji Kungoti. Ne. Zakaj bi zdaj nekdo iz Zgornje Kungote plačeval za to, da se bojo v Ljubljani recimo gradila neprofitna stanovanja za članice 8. marca, evo, če poenostavim. Ja, to je njihova retorika solidarnosti, medgeneracijske, lahko tu rečemo medregijske, medurbano in podeželjem. Med nami, ki imamo, pa med tistimi, ki nimajo, da dajo še malo nam. Jaz pa predvsem mene fascinira to, da vedno izpostavljajo ta dunajski model. Tukaj so glasni predvsem tudi socialni demokrati. Veste, na čem temelji stanovanjski, jaz sem to par dni nazaj tweetal, stanovanjski model Dunaja temelji na temu, da ima Dunaj še danes 300 000 prebivalcev manj kot leta 1906, 120 let nazaj. In da Dunajski stanovanjski fond temelji na tem, da je od leta 1945 do leta 1945 iz Dunaja zginilo 200 000 Judov. Ja. In drugih. Dunaj je izgubil svojo vlogo tudi s padcem Avstro-Ogrske in tako naprej. Že prej je bil upad njegovega demografski upad. In to so tisti temelji, na katerih sloni dunajski stanovanjska politika. Mi pa tega nimamo. Ljubljana nima stanovanj praznih, ki bi jih lahko razdajala tako naprej, tako naokoli, in da bi na njih gradila neko socialno politiko, kar je socialnih stanovanj, so ponavadi zapolnjena takoj. Po drugi strani imamo pa na letni ravni 7-8 tisoč ljudi iz držav bivše Jugoslavije, ki prihajajo v Slovenijo zaradi naše gospodarske rasti, zaradi našega ekonomije, ki se pač širi in raste, in tudi te ljudi noben ne ušteva v te kalkulacije nekih politik reševanja stanovanjske problematike. So pa zelo pomemben del, če pogledate letni saldo migracij v Sloveniji. Jaz bi samo to še dodal, mogoče čisto na kratko, da je to podoben problem kot pri zdravnikih, da se ugotovi, da imamo problem šele takrat, ko v Ljubljani začne zmanjkati zdravnikov. Se mi zdi, da je tukaj isti štos. Janez, če pogledamo zdaj čisto tako strogo, ko bi rekel, po pravilih, zdaj Nika Kovač, ki je nekako obraz tega inštituta, tega gibanja, če hočeš, te politike, oziroma parastrankarske organizacije, kot temu reče Darko, je vsaj 3 generacije že pač je njena družina solastniki kapitala. Kako je zdaj fascinantno, da leta 2023 se ona zdaj bori za pravice pač zatiranih, preganjanih, tistih, ki nimajo, ki živijo pod pragom revščine in tako naprej. A misliš, da je to neka, ko bi rekel, prostočasna, kot hobi dejavnost, ali ona v resnici misli, da je ona tista, ki mora biti na čelu tega gibanja, ker sama z njimi deli njihovo bolečino? Ja, tukaj se mi zdita dve zadevi za izpostaviti. Prva je siguren ta, da seveda noben ne omejuje nikogar, da se postavlja kot prvo ime ne vem česa. Torej, tudi kar se tiče 8. marca, če je ona prvo ime, je prvo ime, in če ona izjavi, da se bori proti tem privilegijom različnih oseb, lahko seveda to govori. In tukaj se mi zdi tista glavna srž tega problema, da iz stališča nekega privilegija govoriš, lahko nagovarjaš seveda deprivilegirane, normalno, ampak ne moreš pa hkrati drugim omejevati njihove privilegije, če si sam privilegiran, če me razumeš, kaj hočem reči. Torej, veš, ona govori, vi s privilegije dajte stopati dol, da pustite svoje privilegije, pa dajmo tem neprivilegiranim, medtem ko je ona tudi del tega privilegija. Tako da tukaj se mi zdi ta glavni problem v tem diskurzu, torej, da nekomu očitaš nekaj, kar si tudi sama. Druga stvar je pa ta, da na tej retoriki, torej, če se spomnimo tistega govora Obame, ko je hvalil Slovenian girls, ki so torej slovenska dekleta, pa se je zmotil ali pa se ni zmotil, ampak na tak način to funkcionira, ta Obama mode, torej ta obamovski
obamovski krasni novi svet, bi lahko rekel. Ne? Torej, sej ni pomemben, kakšne so detajli, kaj se je v resnici zgodilo, ampak samo to, da mi povemo, da vas pa res zastopamo. Važno je, da se imamo fajn, pa da je ljubezen. Važno pa, da se imamo fajn, pa da vi veste, da mi res pa smo za vas tukaj, za tiste najbolj torej ta zadnje in mi bomo vse zrihtali in bomo poskrbeli za vas. Samo dajte nam še majčkeno več moči, da bomo to zrihtali. Darko, je to res vse po tvoje pesek v oči, ne? Ko je že Janez omenil Obamo, recimo na enem prvih soočenj, takrat za predsedniške volitve, je Hillary Clinton očitala Donaldu Trumpu, da ne plačuje davkov, in je Trump rekel, ja, če pa to mislite, pa spremenite zakon, pa bom jaz tudi davke plačeval, ampak tega ne boste naredili. In seveda tega niso naredili, zato ker Donald Trump ni edini bogataš v Ameriki, ki ne plačuje davkov. A misliš, da je pri Niki Kovač po 8. marcu isto, da je to dejansko zgolj nek pesek v oči, medtem ko od zadaj pač se dogaja to, kar pravi Janez? Pa jaz, kolikor gledam njo, mogoče ona celo v nekem trenutku si marsikaj zamišlja kot nekaj realno izvedljivega, ampak prej ali slej pride iz strani signal, da se pač te stvari ne dajo. In jaz verjamem, da ima 8. marec nekega botra, neke politične botre, ki potem hitro ugasnejo željo po pretiranih ambicijah, solidarnosti in ne vem kakšne ljubezni, širjenja ljubezni in pozitivne energije. Tako da mislim, da glede na, ne vem, moja predstavo, njene osebnosti, celo marsikdaj celo verjame vse to, kar govori. Je pa res, da se pravim, da pa 8. marec ni samo Nika Kovač in 8. marec je bil formiran kot neka parastrankarska organizacija in kot tak deluje. Tako da na koncu je pa vse samo interes te neke politične strani. Jaz bi samo to še dodal, da nisem mislil, da je to pesek v oči ali pa da nekdo ne bi verjel tisto, kar dela, ampak predvsem to, da izkaže neke agende, s katerimi reče, lejte, dajmo zrušiti tiste privilegirance, da bomo potem pa res postavili nek neomarksistični mod, da bomo res postavili neko pravičnejšo, ne vem kakšno družbo. Samo dajte nam vso moč, pa bomo to zrihtali. Še zadnje vprašanje, Janez, na kratko te prosim. Lahko Nika Kovač zraste Robertu Golobu čez glavo? Jaz mislim, da ne, čeprav je pa res, da najverjetneje se jo majčkeno boji. Mislim, da se majčkeno boji tega vpliva, ki ga ima in ki ga jim mediji podeljujejo. Darko? Ja, mislim, boji se, ker po moje tudi on jasno ve, da je to neka ekspozitura stranke Levica in da stranka Levica prek 8. marca dobija na neki teži tudi znotraj vlade, ne glede na to, koliko močne je v državnem zboru. Bomo videli, kaj se bo naprej zgodilo, glede na to, v kakšni svobodi živimo. Me ne bi presenetilo, če bi jutri Tina Gaber recimo prevzela Inštitut 8. marec. Za danes pa Darko Mršič, Janez Zupan, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil v čem je fora 8. marca, že 844. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali reciklaža in ali blamaža. Kaj prinašajo odsluženi ministri propadlih LMŠ in SAB. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.